Tako, zdaj bi jaz vse udeležence najprej lepo pozdravila na današnjem predavanju, torej na današnjem Alzheimer kafeju. To srečanje, to Zoom srečanje organiziramo skupaj z Združenjem Spominčica, Alzheimer Slovenija. Torej, Spominčica in Narodna galerija že 2 leti zelo aktivno sodelujemo in skupaj prirejamo Alzheimer kafeje, torej to so takšna, bomo rekli, malo bolj neformalna srečanja, predavanja, ki so namenjena torej v prvi vrsti svojcem oziroma skrbnikom oseb z demenco in pa seveda tudi drugi zainteresirani javnosti oziroma vsem, ki se pač srečujejo s to problematiko oziroma jih tema zanima. Torej vsakokrat se posvečamo drugi temi, držimo se nekako tega ritma, da ta predavanja organiziramo vsak mesec in sicer vsak zadnji torek v mesecu. Tokrat smo se odločili, da povabimo gospoda Blaža Kovača, ki je pravnik pri Amnesty International Slovenija in nam bo predstavil pravno zaščito oseb z demenco in svojcev. Še preden predam besedo gospodu Kovaču, bi samo na hitro omenila, kako bo danes to naše predavanje potekalo. Torej, približno 1 uro bomo nekako, računamo 1 uro, da bomo skupaj. Kot vidite, je ta dogodek organiziran v obliki spletnega webinarja, torej to pomeni, da pač ne morete govoriti, da se vas tudi ne vidi. Smo pa ravno tako na voljo za vprašanja in sicer lahko vprašanja zastavite tukaj spodaj v okence Q&A, se pravi questions and answers, ali pa v to polje chat. Oboje bomo pregledovali, tako da če se vam že med predavanjem kakšno vprašanje, če vas kaj zanima, lahko že med predavanjem napišete oziroma po predavanju. Vsekakor pa bomo ta vprašanja prebrali na koncu in bo gospod Kovač potem ob koncu predavanja odgovoril torej na vse, kar boste vprašali. Poleg predavanja je del teh naših Alzheimer kafejev tudi en likovni namig, torej kratek, na koncu si bomo vzeli 5 minut, da vam predstavimo, kako lahko tisti, ki imate doma koga, ki je zbolel za demenco, oziroma mogoče poznate koga, torej mi nudimo likovne dejavnosti, v bistvu ideje za likovno ustvarjanje z osebami z demenco, ker kot vemo, to zelo pozitivno vpliva na vse obolele, tako da vam na koncu čisto na kratko ponudimo eno idejo, kako si lahko popestrite kakšno jesensko popoldne oziroma večer. Tako, zdaj pa, da jaz zaključim, predam kar besedo gospodu Kovaču, ki vam bo naprej predstavil torej pravno zaščito. Tako. Ja, hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil po Narodni galeriji kot Spominčici, da ste me povabili na tole predavanje. In uvodoma moram še to povedati, da imam jaz kamero tu, ekran pa tu. Tako da, če bom kdaj takole obrnen, bom mogoče na kakšno vprašanje kaj preberal, pa se bom potem vrnil k vam. Ne mislim, da jaz vmeš pegam, ne vem, kakšne druge spletne strani ali kaj takega. Tako pač imamo. Torej, mogoče sam besedica o meni. Jaz sem Blaž Kovač, sem sicer pravnik po izobrazbi, zaposlen na Amnesty International Slovenije, kjer pa v bistvu opravljam vse živo, toliko, da nisem socialni delavec. Med drugim pa pokrivam tudi ne toliko področje demence kot bolezni, vendar bolj področje, recimo, dolgotrajne oskrbe, ampak tukaj potem pridem v stik tudi s Spominčico in se pač te teme povežejo. Kot je gospa Nataša že povedala, danes bomo na voljo 1 uro, kjer se bomo na kratko v nekih orisih dotaknili pravne zaščite oseb z demenco. Tukaj bomo predvsem raziskali 2 sklopa. Prvi sklop je v bistvu ta malo bolj splošni, ki se dotika po domače povedano skrbništva. Bomo šli v detajle, kakšen je postopek, kako pač jaz svetujem, da se to izpelje. V drugem sklopu pa bomo pogledali konkretne primere, konkretne pogodbe, ko oseba z demenco recimo sklene tisti stereotipen pravni posel, ko nekdo pride na vrata in pač oseba z demenco kupi ne vem kaj, neko enciklopedijo za 300 evrov, ki je seveda ne rabi, potem to skriva in tako naprej. Na voljo imamo 1 uro. Če imate kakršnekoli vprašanja, napišite na chat, pa me bo Nataša prekinila, zastavila vprašanje.
In pa pač tukaj sem zaradi vas, tako da ne vam ne bo narodno, vprašajte, dajte komentar, karkoli. Ni zdaj što z današnjega srečanja, da jaz te govorim, što se da pač razčistimo kakšen izziv in če bo komorkoli to v pomoč, pa še toliko bolje. Tako da evo, imamo približno 50 minut in začnimo. Jaz vedno začnem s tem opozorilom, da osebno izkušnje z demenco nimam. Tako da vse, kar govorim, skušam predstaviti, temelji pač na podlagi pogovorov znotraj spominčice ali z odvetnikom, ki ga imamo, ki tudi zastopa take primere. Tako da to je ta prva stvar, ki jo morate vedeti. Jaz ne mislim nobenemu pameti soliti glede stvari, ki jo osebno ne poznam. Imam pa izkušnje z drugimi podobnimi, težkimi primeri, tako da se zavedam, da so lahko stiske v posameznih zgodbah zelo, zelo težke. Da gre pač za nekaj, kar mora družina, v tem primeru, dati čez, tako ali pa drugače. In imejte to vedno v obziru, ko jaz kaj pojasnim. Druga stvar, ki jo vedno rad na začetku povem, je, ne vem, če ste vi že kdaj poslušali z doktorja Pirtoška, hočem povedati to, da je demenca kot pojavna oblika v bistvu nek skup zelo različnih bolezni. In to je ta poudarek. Gre za bolezen, ki pa močno vpliva na človeka. In ta vpliv je tako močan, da na koncu vstopi tudi pravo in osebo z demenco, premoženje, družino, kakorkoli na to gledamo, ustrezno zaščiti ali pa boljše povedano, daje na razpolago neke pravne možnosti, da se pač v teh življenjskih situacijah nekdo ustrezno odzove. Tretja stvar, ki jo morate vedeti, in to je ta zadnja uvodna stvar, je pa v bistvu naš odvetnik je enkrat v bistvu zelo hecen rekel, ampak to je še kako resnično. Če greste na sodišče, ne pričakati pravice, ki je ne boste dobili. Kar vam hočem povedati, je to, da sodišča niso namenjena temu, da poiščejo pravično rešitev. Pravne poti, sodne poti so v bistvu skrajne sredstvo razreševanja nekih pravnih razmerij, ki pa niso nujno pravična rešitev. To pa je rešitev. Kakršnekoli že so, rešitev bo, ni pa nujno, da bo pravična. To morate vedeti, ker to se pri nas, ne samo pri nas, to se na splošno zelo rado pozablja, da v resnici, ko nek spor pride do sodišča, je običajno za neko normalno rešitev že prepozno. Potem pride rešitev v obliki neke sodbe, neke odločitve, ki pa se pravi, ni nujno pravična, je pa pač tam samo zato, da na nek civiliziran način razreši nek dejanski položaj, namesto da se pač ljudje med sabo, kako ne rečem, stepejo ali pa še kaj hujšega. Tako, to je bil nek uvod, da imamo nek okvir, v katerem se gibamo. In zdaj se bomo dotaknili te najbolj splošne ravni zaščite oseb z demenco. To pa je v bistvu postavitev pod skrbništvo, oziroma ne samo skrbništvo, v bistvu bomo na neki splošni ravni raziskali, kakšne so pravne možnosti, ko demenca kot bolezen napreduje v obliko, ki se reče težka kognitivna motnja. Torej, kot sem že na začetku povedal, kot so mi povedali strokovnjaki, demenca ima več pojavnih oblik, torej gre za zbir bolezni, ki v eni točki tako močno vplivajo na nevrologijo ali pa psihiatrijo neke osebe, da govorimo o težki kognitivni motnji, ko čisto po domače povedano, pač neka oseba ni več sposobna razumsko izražati svoje pravne volje ali pa drugače povedano, se morda niti ne zaveda svojih interesov in čisto poenostavljeno povedano, ni zmožna samostojno delovati. Ko pride do tega, pravo ponuja
več možnosti, kako ukrepati, da se zaščiti tako ta oseba, kot družina, kot premoženje, in do tega bomo prišli. Je pa najprej potrebno povedati, da je tukaj zelo, zelo pomembno, da se ta bolezen spremlja od samega začetka. Torej, ob prvem sumu ali pa ob prvi diagnozi demence je izjemno pomembno, da se pač posameznik oziroma celotna družina redno sestaja z zdravniki, hodi na specialistične preglede, dobiva diagnoze. Zakaj? Če je postopek zdravljenja zelo dobro dokumentiran, se točno ve, v tej točki bo nek specialist ali nevrolog ali psihiater gotovo nastopila težka kognitivna motnja in od te točke naprej oseba v bistvu pride v to težjo obliko demence, ko na splošno in zelo poenostavljeno lahko rečemo, da nima več svoje lastne pravne volje, kar je zelo pomembno. Če zdravstvene obravnave ni, tudi ni diagnoz, ni specialističnih izvidov in je veliko težje določiti ta trenutek, kdaj nastopi težka kognitivna motnja in potem nastanejo zapleti, a je recimo neka pogodba veljavna ali ne, če pa je to zdravstveno zelo dobro dokumentirano in če v tem postopku seveda sodeluje tudi odvetnik, pa se lahko pravočasno ukrepa in v bistvu večjih težav ni. Torej, ko nastopi diagnoza sum, moj nasvet bi bil, da pač poleg seveda rednega obiskovanja zdravnika in specialistov obiščite tudi odvetnika. V bistvu si ga kar izberete, nekega mladega, sposobnega, ki mu zaupate, to je najpomembnejše, ki bo tudi ob 10 zvečer telefon dvignil, da bo ukrepal, ko bo potrebno v neki prihodnosti, ne takrat, vendar da se že prej seznani zadevo, da spremlja, da svetuje in seveda skupaj z zdravnikom in družino in seveda z osebo demenco skupaj snuje prihodnost. Zakaj je tako poudarjeno zdravljenje oziroma spremljanje bolezni? Z enega zelo preprostega vidika, kot sem že rekel, v eni točki sum, začetna oblika in razvoj demence preide v težko kognitivno motnjo. V tistem trenutku je morda za ene stvari že prepozno, zato je treba spremljati razvoj te bolezni, namreč ko nastopi težka kognitivna motnja, oseba z demenco izgubi poslovno sposobnost, včasih se je tako reklo, izguba poslovne sposobnosti, danes pa temu rečemo, da se pač to osebo postavi pod skrbništvo. Mi imamo v bistvu relativno srečo v Sloveniji, da imamo sprejet dosti sodoben družinski zakonik. Mislim, da okoli 2 leti je, odkar je bil sprejet. In ta novi družinski zakonik je v bistvu pristojnosti za postavitve oseb pod skrbništvo, temu se včasih rekalo odvzem poslovne sposobnosti, ampak to je bil zelo grd izraz, zato se zdaj uporablja bolj nevtralen postavitev pod skrbništvo. Skratka, to pristojnost je iz centrov celoti prenesel na nepravdna sodišča, ne samo glede oseb z demenco, tudi glede otrok in tako naprej. Skratka, imamo dosti sodoben zakon, ki postopkovno dosti dobro ureja te izzive. Dobro, zdaj je epidemija koronavirusne bolezni pač povzročila to, da te postopki tečejo izjemno dolgo. Jaz sem bil del enega postopka, kjer se je o tem odločalo skoraj 1 leto, kar je izjemno dolga doba in pač po mojem nedopustno dolga, sam v teh časih v bistvu nimamo tukaj narediti. In v resnici vam tukaj nimam kaj dosti zapovedati, ker zakon je dosti nov, dosti dobro se izvaja in ko neka oseba ima diagnozo, ko specialist presodi, nastopila je težka kognitivna motnja, ko je to vpisano v zdravstveni karton, je v bistvu zelo enostavno doseči skrbništvo, enostavno preko sodišča, preko postopka se da vloga za začetek tega postopka, kjer je zdravstvena dokumentacija izkazana, je postopek praktično avtomatičen, najverjetneje niti ne bo potrebno postaviti izvedenca, ker je zdravniška dokumentacija urejena in se pač osebi z demenco postavi skrbnika, ki potem skrbi za premoženjske zadeve. To je zdaj idealni scenarij, v življenju pa seveda vemo, da se lahko silno zaplete. Eden od zapletov je ta, da
oseba ali pa družina prikriva ali pa si zatiska oči pred demenco in potem pač potek te bolezni zdravniki ne obravnavajo, nastopi težka kognitivna motnja, kar naenkrat bi radi uredili skrbništvo, pa je zaplet, ni dokumentacije zdravstvene. V takih primerih potem sodišče postavi izvedenca ali pa več njih, običajno to nevrolog ali psihiater, ki pač običajno tudi se pogovori z osebo, izdela svoje mnenje in pač, če on ugotovi težko kognitivno motnjo, potem se to dosti enostavno spelje. Je pa ta postopek seveda potem dražji in dlje traja. Drug zaplet je, če znotraj družine niso enotni ali pa če se posameznik ne strinja s tem ali pa je kakršenkoli dvom v obstoju težke kognitivne motnje in potem pač to vodi v bolj ali manj zapletene primere. In ravno iz teh razlogov je zelo pomembno, tako kot sem rekel, da že od prve diagnoze naprej sodelujete z zdravnikom, s osebnim in pač specialistom, da je zraven odvetnik, da se cela družina poenoti, če le možno, in da se to dosti človeško, dosti enostavno zapelje v to smer in seveda pravočasno ukrepa. Če bodo kakšno vprašanje, bomo šli tukaj v večje podrobnosti okoli tega postopka postavitve pod skrbništvo, ampak kot sem rekel, zakonodaja je relativno nova, nekih težav zaenkrat še ni, zadeve tečejo in seveda, ko pride odločitev sodišča, skrbnik potem postane v bistvu na nek način upravitelj tega premoženja, poročati mora sodišču in centru, kaj dela s tem premoženjem in to je to. Naš odvetnik pa sicer meni, jaz osebno mislim, da je ta pot, ki sem jih kar opisal, preko skrbništva ustrezna. Naš odvetnik pa recimo je mnenja, da je bolj ustrezno zaščititi osebo in premoženje preko preužitkov. Torej, načeloma je to pogodba o dosmrtnem preživljanju, je več oblik, ampak ne bomo šli v detajle. To pa se da urediti že pred težko kognitivno motnjo, v bistvu se da urediti samo pred težko kognitivno motnjo. Namreč, ko nastopi težka demenca, oseba ne more več samostojno sklepati pravnih poslov in takrat ni več mogoče skleniti pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Torej, naš odvetnik je mnenja, da je boljše te stvari urejati prej. Čim prej, tem bolje. Zdaj mogoče malo zgodovine, pogodba o dosmrtnem preživljanju je zelo stara pogodba, že Rimljani so jo poznali, kot da ima za sabo 2000 let zgodovine in več oblik tega je, ampak na splošno povedano gre za to, da še za časa življenja nekdo svoje premoženje v celoti nekomu prepusti, ta drugi se pa zaveže, da bo za to osebo skrbel do smrti in to je pač negotova pogodba, kjer pogodbene stranke ne vesta ali pa ne vedo, koliko časa bo trajala in v temu primeru, mislim, ta primer je v bistvu, ta pogodba je zelo koristna na začetku, od prvih sumih demence, ko ima nekdo še popolnoma zdrav razum, popolno poslovno sposobnost in se pač na tak način rešujejo zadeve in se premoženje ne izgubi. Zdaj, tukaj je možno več oblik, ene so vezane čisto na darila in brez obveznosti. Pogodba o dosmrtnem preživljanju samo po sebi je zelo oblična, ki je druga oblika, tam je treba iti do notarja, se to posebno zapiše, ni nobenega dvoma, kaj se je hotelo, kako se to sklepa. In kot sem rekel, skupna značilnost preužitkov je v tem, da omogočajo posamezniku, da še sam s svojim razumom, če lahko rečem, upravlja svojim premoženjem, ker pri postavitvi pod skrbništvo o tem pač odloča sodišče in potem skrbnik, skratka, oseba potem nima več, tako ne rečem, svoje volje odločati o svojemu premoženju, ki se ga je pač prislužil, prigaral tekom življenja. Pri preužitku in pri drugih oblikah preužitkov, pri dosmrtnem preživljanju in pri drugih oblikah pogodb, je zelo pomembno, da se to naredi čim prej in seveda s pomočjo odvetnika, itak je treba to skleniti v obliki notarskega zapisa, da ni potem nobenega dvoma, ali je nekdo imel poslovno sposobnost to skleniti ali ne, ali je demenca že napredovala v neko fazo, ko se lahko pojavi kakšen dvom ali kakšen sorodnik to celo izpodbija.
V bistvu je fajn, da znotraj družine ni nekih sporov glede tega, da se zadeve uskladijo, se vse uredi s pogodbo in si zraven pogodbo do smrtnem preživljanju se lahko zadeve tudi z drugimi, recimo potencialnimi dediči uredijo in se pač te zadeva zapre, da ob razvoju te bolezni ni potem še nekih pravnih izzivov. Tako kot sem rekel, na začetku tega procesa jaz toplo svetujem angažma odvetnika, odvetnice, ne zato, ker bi bilo to nujno potrebno, v resnici ni nujno potrebno, je pa to zelo priporočljivo, ker odvetnik, odvetnica sta neka garancija, da bojo pravni posli ustrezno sklenjeni in vsaj ta mlajša generacija odvetnikov pa odvetnic je zelo dobro usposobljena, se trudi za stranke in vam bo pomagala to peljati. In v bistvu ta strošek sklenitve teh pogodb, recimo smrtnega preživljanja ali pa postopka postavitve pod skrbništvo, se nima veze, ta strošek je v bistvu minimalen, glede na to, koliko časa in energije lahko prihranite napram nekemu sodnemu sporu čez 10 let, pa recimo, da ne bi imeli urejenih papirjev. Jaz sem res toplo polagam na srce, če ste v teh zgodbah, če se to začenja, dajte si čim prej izbrati odvetnika, dajte čim prej najdete enega in najbolj važno, vsi so sposobni to narediti, absolutno vsi. Najbolj važno je, da najdete tazga, ki vam bo telefon dvignil. Ok, lahko ima tajnico, saj ni problema, ampak da pridete do njega, tudi sam, da preverite, kaj novega, stik z odvetnikom mora biti. Ne samo takrat, ko pride papir, pa bo on rekel, čez 3 dni moram vložiti, pa takrat vas kliče, ampak morate imeti ta stik, ta dostop do njega, če je potrebno tudi ob 10. večer. To je pravi odvetnik. Ne on, ki ima največ objav v medijih. Toliko, da veste. Mislim, da imamo eno vprašanje. Zdaj smo prišli v bistvu na nek konc prvega sklopa, pa bom kar šel po vrsti. Tatjana Svetko sprašuje, kako je pri vas pravnikih definirana težka kognitivna motnja? Izvidom zdravnika psihiatra. Ja, tako je. Težka kognitivna motnja je v bistvu medicinski izraz in tukaj za poslovno sposobnost, ki pa je pravni izraz, za poslovno sposobnost je v bistvu tukaj pomembna medicinska stroka in težka kognitivna motnja v bistvu pomeni tako motnjo, po domače povedano možganov, da oseba ni več sposobna izraziti svoje želje, svoje volje, in ta termin določajo zdravniki. Tako da odgovor na to, kdaj nastane in kako je definirana, da zdravstvo. In to ne osebni zdravnik, ampak specialist, nevrolog ali pa psihiater, ali pa seveda sodni izvedenec teh dveh strok. Torej, te 3 možnosti so. Tako da to prihaja čisto iz zdravstva in zaenkrat je pač tako definiran, kot je, lahko pa, da se bo pojavila še kakšna druga oblika. In pod to spadajo vse oblike te bolezni demence, od Alzheimerjeva do Alzheimerjeve bolezni do ne vem, kjer je druge oblike, ki jih jaz niti ne poznam, tako da smo si nejasni. Skratka, to je zdravstveni termin in tukaj se sodstvo oziroma pravo popolnoma nasloni na zdravstvo. In zato je tudi pomembno, da imate te redne specialistične preglede, ko je noter zapisan, je to. Potem tudi v bistvu sodnik ne more mimo tega. Če bi nekdo hotel to izpodbiti, bi mogel samo z drugim izvedencem, kar pa je izjemno težko, ker stroka je le stroka. Ok, pa imamo še eno vprašanje. Tina Zadnik sprašuje, mislim, si imate v chatu. Mama ima diagnosticirano blažje kognitivno motnjo. Ok, razmišlja o pokojenskem domu, oče nasprotuje. Ja, to je pa to, Pri blažji kognitivni motnji načeloma oseba še vedno ima polno poslovno sposobnost in še vedno sama odloča o svojem premoženju. Tako da dokler ne nastopi težka kognitivna motnja, je v bistvu stvar odločitve v rokah vaše mame. Vključno s tem, da ne bo nič naredila. Zdaj, koliko je že bolezen napredovala,
koliko je možno se sploh z njo pogovoriti, da razume, ali si sama zatiska oči, je spet drugo vprašanje, vendar pa do takrat se lahko sama odloči urejati premoženje, kot želi, ne, z usmrtnim preživljanjem, z darili, s tem, da gre v dom že prej. Ne. Bo pa težava, ko nastopi težka kognitivna motnja, če to ne bo urejeno. Ker potem je pa v bistvu edini način, da se to upravlja preko skrbnika. To ni nujno slabo, ne, to ni nujno narobe, to je popolnoma normalno, ne. Vendar bo takrat nastal nek zamik od nastopa te težke kognitivne motnje do postavitve pod skrbništvom, ko lahko traja pač tudi do 1 leta. Mislim, si vmes lahko prek sodišča dosežete začasnega skrbnika, tako da to ni zdaj, kako ne rečem temu, težka drama, da bo 1 leto brez česarkoli ostala. Vendar pa potem ta postopek lahko vodi tudi v te družinske spore, ne, sploh če nimate urejenega odnosa, kot ste napisali. Tele družinske so malo težke za svetovati, ker vsaj tlele so tukaj 3 zgodbe, ne, vaša, od vaše mame, pa še od vašega očeta. In uskladiti te 3 zgodbe, da je rešitev vsaj približno pravična, je to težko. Zdaj, če je možno, bi jaz svetoval, da se zaradi razvoja te bolezni, oziroma bom rekel tako, zaradi pričakovanega razvoja te bolezni, usedete in se pogovorite o teh vidikih. Če pa dogovor ni možen, je pa vedno na voljo, tako kot sem rekel, to skrajno sredstvo prek sodišča, kjer je v bistvu skrbništvo tista oblika, ki prek sodišča najbolj učinkovito to naredi. Ne. Zdaj, kdo bo imenovan za skrbnika, je spet drugo, ne, ker lahko v teoriji kandidira več oseb, pa potem sodišče odloča in tako naprej, vendar se pravi, najlažja rešitev je dogovor znotraj družine in pa morda, tako kot naš odvetnik pravi, še za časa življenja, da se to uredi s pogodbami o dosmrtnem preživljanju. Veste, ker v teoriji. Zdaj moram povedati, da direktorji domov tukaj zelo pomagajo ljudem. Ne. Takrat, ko nastopi težka kognitivna motnja, v bistvu te osebe niti pravno veljavno ne morete dati v dom, ne, ker ne more zase podpisati, nima pa še skrbnika, ampak to se že rešuje. Tudi centri za socialno delo tukaj pomagajo potem, da se te začasni skrbniki ali pa vsaj, da se med sabo dogovorijo, da se to reši. Jaz bi vam tako svetoval, dajte se najprej pomeniti znotraj družine, kako in kaj. Če drugega ne, ste vsaj v nekem trenutku bili delujoča družina, tudi če zdaj niste, in se potem odločite. Če dogovor v nekem kratkem roku ne bo prinesel, ali pa če sploh ne bo dogovora v nekem kratkem roku, potem razmišljate o pravnih postopkih, ki pa so spet odvisni, ne, odvisno od tega, koliko je premoženja, ali je vaš oče solastnik ali ni. In je to malo zapleten za odgovoriti in bi jaz vsekakor svetoval, ne da zdaj tle enega neznanca prek Zooma poslušate, ampak da si najamete odvetnika in da mu date vse papirje na mizo in se skupaj z vami pogovori in najde najbolj ustrezno rešitev za vaš interes. Ne. Zdaj, če ga bo tudi mama pooblastila, potem za vajin interes. Ne. Če ga pa ne bo, je pa spet drugo. Ne. Ker do težke kognitivne je tudi možno, da v bistvu recimo, bi vi proti maminem interesu nastopala, ker še vedno je vaša mama v bistvu, kako naj to lepo rečem, samostojen človek, ki ima svoje dostojanstvo, svojo pravico odločanja se kot želi, vključno s tem, da ne naredi nič, ne, in je to včasih malce težko razumeti. Tako da jaz bi tako rekel, dajte se najprej pomeniti do te družine in če ne bo dogovora, stopite do odvetnika, odvetnice in probite najti rešitev. Zaenkrat je tako dosti negotovo karkoli povedati, vendar... Blaž, še v rubriki Questions and Answers imamo vprašanje. Tega pa jaz ne vidim. Aha, pa vam bom pa jaz prebrala. Ena gospa sprašuje, ali lahko pri notarju uredimo skrbništvo oziroma pooblastilo za urejanje v dobro bolnika, svojca vseh zadev, torej za zdravstvo, finance, socialno skrbstvo, za domov. Ja, odgovor je ne. Odgovor je ne. Skrbništvo se ureja samo preko sodišča. To je zgodovinsko gledano pač posledica tega, da sicer ne pri starejših, ampak pri otrocih so centri ful enih, ne bom rekel neumnosti, ampak ful enih sumljivih primerov je bilo in so pač skrbništva s to spremembo zakonodaje pred 2 letoma prenesli na sodišče. Tako da pri notarju se ureja pogodba o dosmrtnem preživljanju. Torej, ko je
ko demenca še ni v bistvu nastopila do te stopnje, da bi bila kognitivna motnja, težka kognitivna motnja, se to da pri notarju urediti, se vso premoženje prenese. Ko pa je enkrat težka kognitivna motnja, ne, govorimo o skrbništvu, to pa samo preko sodišča. Tako da v bistvu zdaj, ne vem, sprašujete na splošno, ali samo za skrbništvo, ampak odgovor je skrbništvo preko sodišča, preužitki, torej smrtno preživljanje, te pogodbe pa lahko preko notarja. Ampak to mora biti oseba še po domač povedano zdrava. Zdaj pa še v chat nazaj. Tako. Kolikor imamo urejeno pogodbo o smrtnem preživljanju, je skrbnik oseba, katera je napisana v pogodbi. Pri pogodbi o smrtnem preživljanju v bistvu ne gre za skrbništvo, ne. Tisti, ki je tam upravičenec, ni skrbnik, ampak je v bistvu prevzemnik premoženja. Zdaj, učinek je v bistvu isti, ne, vendar ta oseba s tem pridobi lastnino na tem premoženju. Torej, pogodba o smrtnem preživljanju prenese lastnino na nekoga, ne, tako da ta je potem upravičenec in postane lastnik, je pa dolžan preživljati to osebo. Okay? Zdaj, če se ne motim, je zloraba tega kaznivo dejanje, tako da ne se s tem hecati, ampak postanete lastnik, ne, tako da vi, ki ste tle rekli dve osebi, katera je potem skrbnik, nobena ni skrbnik, ne, obe dve sta upravičenca. Zdaj, ali je to solastnina, ali je en dobil vse, drug nekaj mal, je pač stvar pogodbe, ampak tukaj ne gre za skrbništvo. Ok? Če je še kaj nejasno, kar vprašajte še enkrat. Maja Bohorič sprašuje, ali je zmerna stopnja že opredeljena kot težka kognitivna motnja. To v bistvu ne vem. To morate vprašati specialista, tisti, ki je opredelil drugo stopnjo od 4. Če zdravstvena stroka to opredeli kot težko kognitivno motnjo, potem bo tudi prav. Tako da tega odgovora jaz ne vem, in če bo specialist rekel, da je oseba v bistvu izgubila svojo možnost izražati svojo voljo, potem bo to težko kognitivno motnjo in bo pač potreben skrbnik za pravno delovanje. Vse oseba je še vedno oseba, vendar za pravno sklepanje pogodb pa bo treba tu skrbništvo. Alenka Weber sprašuje preko sodišča ali CSD. Načeloma preko sodišča. Ne. CSD lahko, zdaj grem gledati zakon, ampak zdaj mi spomina govoril, CSD lahko samo za nujne zadeve še vedno, ampak mora biti res nekaj res nujnega, da CSD ukrepa. Drugače pa v 95% bo treba iti na sodišče v nepravdnem postopku. Torej, CSD pozabite. CSD je zdaj bolj predlagatelj, podaja mnenje, da bi pa prav skrbnika za poseben primer, to pa res samo v nujnih primerih. Pa še to ne vem, če bi osebe z demenco prišel, to ponovno to pri otrocih delajo, ne. Te nujni odzemi pa te stvari, ki je res kdo ogrožen. Tako da tukaj dvomam, da bi CSD prišel upoštev. Okay. Zdaj pa vidim, ki vam da. Bom še tega, pa gremo naprej na drugi del. Svetu Zavoda za domove za ostarele zakon sploh ne predvideva člana svojcev ali skrbnikov, ki bi zastopali mnenje. Potrebe uporabnikov, ki ne morejo sodelovati, svojci so pogosti plačniki. Kako spremeniti zakon? Ja, zdaj to je pa seveda spet čisto ločeno pravno področje, ne. Če gledamo zaščito oseb oziroma pravna razmerja na ravni skrbništva ali pa pogodb o smrtnem preživljanju, je to družinski zakonik oziroma obligacijski zakonik, ne. Vi pa zdaj govorite o zakonu, o socialnih zavodih, no, ne vem točno, kako se imenuje, ki je spet čist tretji zakon, ki pač ima omejitve, kakršne ima, oziroma predstavništvo v svetu za osebe z demenco ne predvideva. Ne vem, kako bi spremenili ta zakon. Imam pa eno drugo informacijo za vse poslušalce, namreč prihaja zakon o dolgotrajni oskrbi. Včeraj je bila vložena zahteva za izredno sejo parlamenta, za 3. branje, torej za zadnjo glasovanje o zakonu. Ta seja mora biti opravljena v 15 dneh, tako da popolnoma možno je, da bo čez 2 tedna zakon že sprejet, lahko še vedno pade, in potem bo v bistvu zakon o dolgotrajni oskrbi. Malo bom poenostavil, ampak osebe z demenco bojo v bistvu praktično vse, sploh težki kognitivni motnji, upravičene do dolgotrajne oskrbe, in v tem sistemu sploh ne bo več domov, ne bo več socialnih zavodov. Tako da mislim, da je bila gospa Darinka, ne vidim več imena, vi, ki ste spraševali, kako spremeniti zakon, da bojo v domovih
zastopani v svetu, domov sploh ne bo več. Ta zakon v bistvu ukinja domove, potem bojo zavodi za dolgotrajno oskrbo in tam bodo imeli svojci seveda veliko večji vpliv, ker se bo sistem na novo postavil in mislim, da je to predvideno vključevanje deležnikov. Tako da to je eno pomembno, tudi pred negativno posledico za vse vas, ki to poslušate, domov ne bo več. Ta zakon se to ukinja, vse gre v dolgotrajno oskrbo, vse kapacitete. Kaj bo z domovi in ali bo država to na novo ustanovila, bomo pa šele videli v prihodnjih letih. Zdaj je to prav ali pa narobe, pač stvar politike dopove. Tako da spremljajte novice, se pravi, v 15 dneh mora biti izredna seja. Je kar velik kažin glede tega, kregajo se nenormalno, čeprav je zakon v osnovi enak, kakor ga je pripravila Cerarjeva vlada oziroma Šabeder, pa potem Šarčeva vlada. Pa zdaj ta vlada ga je nadgradila, malo spremenila, ampak osnova je popolnoma ista, ampak kar naenkrat so vsi tisti proti, zdaj so pa kar naenkrat vsi za, ker so bili proti, tako da je cela zmeda. Ampak ne bomo šli v to, ker če ne nam kamor pa šli. Dajmo še tole vprašanje. Nekdo sprašuje, v času pred boleznijo mama ni želela urediti premoženja pod notarjem, zdaj pa je v domu in nastanejo stroški z doplačilom ter neurejenim premoženjem dvema hišama. Torej, stroški ni problem za zdržanje nepremičnin, pa tudi svojcev za tuje sredstva. Kaj v takem primeru naredi skrbnik postavljen na sodišču? Ja, sej o tem sem prej govoril, ne. Mama ni želela urediti, pišete. Pred boleznijo je imela svojo samostojno voljo in to morate sprejeti, da je pač to del človekovega dostojanstva, da se je to odločila, nimate kaj. Zdaj ne bomo rekli, da je zdaj prepozno, zdaj se to ureja preko skrbništva in tako kot vi opisujete, skrbnik bi bil, sklepam, da ga še ni, skrbnik bi bil postavljen v bistvu za zaščito interesov osebe z demenco v tem primeru, kar pomeni, da bi se skrbnik odločal, kako čim bolj učinkovito izrabiti premoženje, bom tako rekel, zato da bi oseba z demenco čim bolje v bistvu to izkoristila. To lahko pomeni obnovo hiš, to lahko pomeni prodajo hiš, to lahko pomeni oddajo hiš, nemogoče odgovoriti, ker je to od primera do primera odvisno. Načeloma pa je zdaj tle, kot je težko kognitivna motnja zdravstveni oziroma bolniški standard, je tukaj standard dobrega gospodarja, ki je po vsakem primeru seveda drugačen. Zdaj dober gospodar oziroma dobro upravljanje sredi Ljubljane, kjer pač hišo sploh prodaš za 500 000, je čist nekaj drugega, kot če imate hišo v spodnjem Dubleku, ki je vredna 20 000, pa se je treba odločiti. Tako da takole na splošno vam ne morem odgovoriti in tudi vnaprej je težko povedati, kaj bi lahko skrbnik naredil. Ko se bo skrbnik postavil, se bo odločil, potem poroča sodišču in če vsaj približno v mejah sprejemljivega, to, kar bi pač povprečen dober gospodar naredil, je vse ok. Ali prodaja, ali najem, ali obnova, težko je reči. To je tudi point skrbnika, da se odloča brez nekih vplivov sorodnikov, ne vem, unga, drugega, tretjega. Se odloči in to je to. In dokler jih ne pokrade vsega, pač je vse ok, če me zastopa. Ok, gremo zdaj naprej, ker imamo še en del. Namreč, zdaj se moramo dotakniti še drugega tega anekdotičnega dela, ki ga dostikrat pišem, da je oseba z demenco šla in kupila ne vem kaj, avto. Ne rabi ga, kaj zdaj? Ok. Pri pogodbah je tako, da če pustimo teorijo, ker jaz ne vladam nekaj preveč dobro, ampak pustimo zdaj to. Pri pogodbah je tako, da pravni posli v osnovi so nič drugega, kakor soglasje volj. Jaz bi to rad prodal, jaz bi to rad kupil, to je to. Dobro, če ne gre lik za jedrsko bombo, bo pravni red to spoštoval in pogodba velja. In če ste prej dobro poslušali, je ravno izražanje volje tisto, kar v bistvu je ne problem, ampak izziv težke kognitivne motnje, ko oseba več ni sposobna prepoznati interesov in izraziti svoje pravne volje.
isto je v bistvu kot prej. Ko nastopi težka kognitivna motnja, torej do težke kognitivne motnje so načeloma vse pogodbe veljavne. Okay? Jih je pa mogoče izpodbiti. Še vedno je mogoče, da je v enem trenutku oseba imela malce bolj temačno obdobje, se ni zavedala, kupila Ferrarija, zagonila v znar. Še vedno je mogoče tožiti, iti na sodišče in izpodbiti pogodbo, bo pa tukaj spet prišla v igro zdravstvena dokumentacija, ki bo dokazovala, recimo, da v tistem trenutku pa ta oseba ni bila zmožna izraziti svoje pravne volje in bo sodišče reklo v redu, razveljavljeno. Od težke kognitivne motnje naprej, ko je enkrat ta diagnoza, od takrat naprej oseba ne more več izražati volje in sploh ne more skleniti pogodbe, kot smo rekli, ni soglasja volje, ker ta oseba nima volje. Te pogodbe so vse nične. Tudi je treba iti na sodišče, ampak je to avtomatska zmaga. Ok? Tle je en drug problem. Ok, Ferrari košta 300 €. To se že splača iti na sodišče. Kaj pa una enciklopedija za 300 €? Boste vi dali 1000 € za postopek, da boste dobili 300 nazaj? Zdaj, če zmagate, nasprotna stranka načeloma krije stroške postopka. Ne čisto vseh, ampak načeloma. Sam, kaj pa, če ne boste zmagali, boste pa še njihove stroške krili. To je ta problem. Pri kateri vrednosti se v bistvu sploh splača pravdati, kje pa je v bistvu najboljše to, kar požreti pa iti naprej. Tega odgovora jaz nimam. Jaz osebno pod 2 ure sploh ne vem, če bi hodil na sodišče, ker nimam cajta se s tem ukvarjati. Pač požreš, nimaš kaj. V taki državi živimo. In pa seveda to ne velja čisto za vse pogodbe. Nakup kruha v trgovini skoraj nemogoče izkupiti. Torej je treba tudi pogodbe tehtati. Tako da je v bistvu samo neko splošno vodilo, ker do težke kognitivne motnje je še en problem. Recimo, ta oseba kup Ferrarija, tukaj smo prej. Kaj pa, če bo ta oseba na sodišču sama rekla, demenca prihaja, hotel sem si ga kupiti. Vi ste potrdili, ne. Skratka, spet lahko nastanejo spori in so to dosti težke stvari za nasloviti, ker kdo pa lahko izpodbije to pogodbo? Ja, samo ta oseba, ki pa je noče. Ali pa skrbnik, ki ga pa še ni. A zastopite. To zapletenje. Jaz v bistvu tle govorim samo teorijo, ne pa življenjskih primerov. In v teoriji je tako, kot sem rekel. Do težke kognitivne motnje so pogodbe izpodbojne, morate pa dokazati, da je bila takrat v tistem trenutku oseba pač nezmožna prepoznati svoj interes in izraziti svojo voljo. Ko pa je enkrat ničnost, pa v bistvu je to veliko lažje. Ponovadi je že skrbnik, takrat pa pač izpodbije in se vrne. Jaz bi vam tako svetoval, če pride do kakšnega takega ekscesa, ali pa ekscesa, jaz sem že na začetku rekel, oseba z demenco je še vedno oseba, še vedno človek in si lahko privošči tudi enciklopedijo za 300 €, če si to želim. Kot bo jaz zdaj lahko šel, pa si nekaj kupim. Včasih je to težje sprejeti svojcem, kakor samim osebam, ampak si pravim, jaz te izkušnje nimam, tako da ne bi rad bil preveč pameten tukaj. Bi pa še enkrat poudaril, kot sem rekel, ne, tega še nisem povedal, bi pa rad poudaril tole. Če se to zgodi, pejte na pogovor k družbi, ki je nekaj prodala, poskušajte razložiti, zakaj se gre in se poskušajte enostavno zmeniti z drugo stranko. Ker če je bilo soglasje volj za pogodbo, mogoče ostaja tudi soglasje volj, da se pogodba razveže. Če stvar vrne, mogoče se nekaj malega plača za uporabo ta čas, ampak marsikaj se da rešiti, marsikaj pa ne. So pa tukaj tudi posebni primeri, namreč tisto zloglasno akviziterstvo. Tle pa pride v poštev Zakon o varstvu potrošnikov, osebe z demenco so pač seveda tudi potrošniki. In če pride do sklepanja pogodb nadaljavo ali pa izven poslovnih prostorov, torej tudi akviziterstvo, Zakon o varstvu potrošnikov daje zelo jasno
14-dnevni rok za brezpogojno za odstop od pogodbe, brez kakršnega koli razloga. Torej, pride akviziter, proda tisto enciklopedijo, ni problema, 14 dni imate, da se to vrne pisno, priporočeno, in to je to. Nobenega problema ni. Tako da to akviziterstvo, ko vsi, pač ne me zdaj narobe zastopati, ko vsi pluvajo čez njega, nekateri od tega živijo, je v bistvu še najmanj problem, ker lahko v 14 dneh stvar vrnete in je to to. To velja tudi za pogodbe preko interneta. Jaz veliko raje kupujem prek interneta, kot fizično, ker tle lahko vrnem, fizično pa pač ne morem. Dajte to izkoristiti. Tle je sicer težava, če oseba kupi enciklopedijo, pa to skriva, ampak spet tam, tudi če bi se ta rok zamudil, mislim, da če bi se pogovorili z direktorjem neke firme, da bi se dal marsikaj rešiti. Skratka, to je tak poseben primer, tako da te nakupi po internetu, prek telefona, akviziterji, to je v bistvu dosti enostavno rešljivo in ni tak problem. Ok, to sem povedal, imamo eno vprašanje. Polona K sprašuje. Zanima me, kako človek, ki živi sam, lahko prepreči nerazumno delovanje samega sebe, še preden se diagnoza razvije. Kaj bi mu predlagali? Ne vem, nimam odgovora. Človek in nerazumno delovanje je včasih v bistvu edina stvar, ki je predvidljiva v življenju. Prej je mogoče pričakovati, da bo nekdo deloval nerazumno, kot pa da bo razumno. Zdaj, če nekdo živi sam, mu lahko ogromno pomagajo kakšne skupine za samopomoč, kakšna društva, v okviru katerih se pogovarjajo, tudi znotraj spominčice delujejo, imamo dnevne centre aktivnosti v nekaterih mestih, društvo upokojencev, kakorkoli. Tam v bistvu v teh socialnih stikih, v pogovorih, strokovnjaki, se tam zaposleni so, tudi socialni delavci, se lahko vse to razvije, se lahko pogovori in če je oseba še toliko pri zavesti, pri razumu, kako ne rečem, da to razume, je to pač en učinkovit mehanizem, da se lažje ali pa bolj pametno odloča, ampak v resnici pa tukaj ni mogoče nič narediti, ker dokler nekdo ne razvija težke kognitivne motnje, je pač popolnoma svoboden. Tako kot nekateri zapustijo družino, otroke in grejo, lahko to naredi, to je to. Ok, več, ok, skratka. Če zaključim tele pravne posle, v bistvu je tle največji problem. Glejte, se pravi, pravo ima vse to urejeno. V teoriji vse špila, od rimskega prava naprej se je to dogajalo, pogodbe so se sklepale, to je zelo dobro razvito, točno se ve, kdaj pogodba velja, kdaj pogodba ne velja. Še največji problem v Sloveniji je to, določiti neko mejo, pri kateri se splača to sploh izpodbijati, ob zavedanju, da bo pač sodni postopek trajal. Zdaj, zaradi epidemije se je to še podaljšalo, ampak živite v državi, kjer boste na sodbo sodišča prve stopnje ziher čakali 1 leto. Pa če bo pritožba, še nekaj cajta, skratka, vsi ti silni prepiri pri nas okoli tega, onega, drugega, tretjega, pa slovenske zastave, ki vihtijo in vihrajo v vetru, to je čisto brez veze, če možete vi čakati na odločitev sodišča 1 let pa pol. Tam se pa vidi, koliko je država vredna. V teoriji vse štima, pogodbe so ali spodbojne, ali so nične, vendar pa potem v praksi je vprašanje, koliko se sploh splača s tem ubadati, sploh če ta nakup ni neka pretirana vrednost. Knjiga za 300 evrov, ne vem, odločite se, jaz se s tem ne bi ukvarjal. Stvar za 100 evrov, sploh me ne zanima. Jaz osebno to požrem, ker je manj živcev s tem, kar pa se s tem sploh ukvarjati. Tako da to je ta večji problem. Zdaj tukaj na spominčica sicer neke ideje, ki temeljijo na izkušnjah iz Avstralije, da bi se vzpostavil nek register oseb z demenco, kjer bi pač potem prodajalci preverjali. Ker družba se stara, če dalje več starejših.
ne samo, da bo če dale več teh bolezni, samo zato, ker bo več starejših, ampak se tudi več diagnosticira, ne, tako da če dale več težav bo, ne, in je v temu treba razmišljati, ampak si prav, vsaj na teoretični ravni pravo vse ureja, zdaj pa praksi, pa koliko se to splača, pa koliko se to da dejansko narediti, je pa seveda čisto druga stvar. Ampak načeloma je pa tako, kot sem rekel, tudi tukaj velja element oziroma točka težke kognitivne motnje. Prej je spodbojno, potem je nično, pa tudi ta spodbojnost v bistvu velja samo, ko je že neka diagnoza. Ne? Če nekdo nima demence, pa pač ni spodbojno. Ne? Za mene, ki sem pač vsaj upam še absolutno zdrav, to ne velja. Ne? Torej mora biti zadnji neka diagnoza in se prijemo do tega, kot sem že na začetku rekel, nujna je redna zdravstvena obravnava, kjer so potem vsi ti postopki bistveno lažji. Ok, imamo še kako vprašanje. Darinka Jakomin sprašuje, če pri notarju lahko urejamo pooblaščenca ali skrbnika. Nič od tega, ne? Pri notarju urejamo pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Ta preživljalec, torej upravičenec, ki bo dobil vse premoženje, postane lastnik, ne? Tako da ni ne pooblaščenec, ne skrbnik, on postane lastnik, recimo neke hiše, ne? More pa skrbeti za osebo do smrti, tako da ni nič od tega, ne? Ker dejansko lastnik postane. Zdaj, lahko se tudi postavi osebi z demenco pooblaščenca, seveda, ne? Da se ga pooblasti, ne, to ponovadi so odvetniki, ne, se pooblasti to, pa to mi uredi avto, mi registriraj avto, mi prodaj, ampak lastninska pravica še vedno ostane pri osebi z demenco. Tako da to je čisto nekaj drugega in to reševanje zadev preko pooblaščencev se v praksi sicer veliko izvaja, ker je to pač daleč najlažji način, pa se dostikrat tudi čez prste pogleda, ne, osebi, recimo nastanitve v domove se ponovadi tako izvajajo, ne, tudi ko je že težka kognitivna motnja, se nekaj podpiše, to gre en papir, pa se potem to reši, vendar je pravno najbolj nevarna, ne rečem, da je nevarna, ni toliko varna za vse stranke, kar je recimo ta najbolj uradna pravilna pot. Oporoka napisana pri notarju. Ja, pri oporoki je popolnoma isto, kot to velja za pravni posel. Oporoka je pravni posel, isto kot pogodba. Oseba z demenco lahko oporoko napiše samo do takrat, ko nastopi težka kognitivna motnja. Okay? Potem je ne more, ker enostavno nima poslovne sposobnosti in ne more napisati oporoke. Tako da če je kakršenkoli, mislim, tudi oporoka je način seveda urejanja teh premoženjskih zadev, ampak do smrti bo oseba z demenco še vedno lastnik, ne, in ne bo mogoče prodati. Okay? Skratka, ampak ja, oporoko se sklepa do težke kognitivne motnje v vseh oblikah, torej ali ročno ali z dvema pričama, tudi pri notarju, pri odvetniku. Tudi sodna oporoka mislim, da obstaja, pa je pol upate, da je sodišče ne bo izgubilo, tako takrat. Ampak načeloma je lastnoročna oporoka čisto dovolj. Ne rabite niti prič. Samo na roko mora biti napisana, ne na tipkovnico. Na roko, podpis, to je to, ali pa če pa na tipkovnico, pa dve priči, ki so naprintane. To velja, tako kot sem rekel, do težke kognitivne motnje, s tem, da če je že diagnoza demence, tudi pogodbe izpodbojne, ne? To morate pa paziti, kajti takrat pa so upravičenci za sprožitev izpodbojnosti, recimo potencialni dediči, ne? In se hitro v družini lahko zaplete. Tako da, če imate že diagnozo demence, da je nastopila, pa se želi napraviti oporoka, jaz mislim, da je čas, da to poveste odvetniku, pa da prek njega to naredite. Ne. So tudi oporoke v obliki notarskega zapisa, ja, ne. To je pač najbolj ziher zadeva. Tako da boste našli, to ni problem, sam ne čarati, pejte do odvetnika, ok? Tistih 100 evrov, kolikor bo to koštalo, se sploh ni strošek v primerjavi z vsemi zapleti, ki lahko nastanejo. To pa je potem, imamo Andreja sprašuje, pardon, še eno vprašanje. Tatjana Cvetko sprašuje, na skupini za samopomoč smo se srečali z zelo različnimi zadevami, v trgovini ali pri nakupih se nekako še da zmeniti, da se nakup uredi z vrnitvijo izdelka in še zajara, ja, tako kot sem rekel, pri policiji pa se ni dalo urediti, da gospod ne plača kazni, kar je bilo skoraj celo penzijo.
Ja, policija niti ne more stornirati kazni, ali kako ne rečem, to prav ne gre, če ne bi vsi to fehtali pa podkopali. Tako da to se ne da, ko je prekršek enkrat vnešen v sistem, po domače povem, ko dobiš številko, je to. Če nekdo nima poslovne sposobnosti, še ne pomeni to, da nima celotne pravne sposobnosti, recimo, da ni odgovoren za kaznivo dejanje, za prekršek. Tam pol pride v igro kazensko pravo in tam je bistveno bolj zapleteno, kdaj je imel nekdo tako omračen po domače povedano, da se ni zavedal posledic svojega dejanja, in to je v bistvu dosti težko izpodbiti. Veliko lažje bi bilo to narediti pri kaznivih dejanjih, ki se vedno obravnavajo preko sodišča in je itak odvetnik tam in se to uveljavlja in tam pol se predloži težka kognitivna motnja, pa pol izvedenec, ali je to vplivalo na kazensko odgovornost ali ne. Pri prekrških je pa tako, je treba dati zahtevo za sodno varstvo, policija se s tem ne bo ukvarjala. Niti nima znanja, niti ne more, veste, ko je izdajo plačilni nalog, je postopek zaključen, fertik, ne more ga več odpreti policaj. Tako da je treba dati zahtevo za sodno varstvo in tam probati, s tem izgubite polovičko in pa še ni rečeno, da bo to uspelo. Zdaj, če je težka kognitivna motnja, mogoče bi, če pa še ni, jaz ne znam povedati, kaj bi bilo, ampak absolutno, če je to visoka kazen, probajte zahtevo za sodno varstvo, s tem izgubite polovičko. Priznam, da o tem še nisem razmišljal, prekrški pa osebe z demenco. To bom za naslednjič veliko bolj pripravljen. Ampak to je nek splošen nasvet. Na sodišču, torej to je zdaj kazensko pravo, ima pa čisto druga pravila. Kazenska odgovornost pač je pravna, dejanska zmota, pustimo zdaj to, ampak eno so pa tudi duševna stanja, kjer se človek ne zaveda posledic svojega dejanja in je v bistvu neprišteven. Sam to se moram podučiti. To je čisto specialna veja, ki jaz čisto nič ne poznam. Tako da lahko to sam sodišče naredim temu, v konkretnem primeru za prekrška, zahteva za sodno varstvo in pač upati, da ker so pravila iste za prekrške, pa kazensko v osnovi, tako da pač tam probati, seveda preko odvetnika. Ok, imamo še eno vprašanje. Kdo je skrbnik? Na podlagi česa se sodišče odloča? Ja, skrbnik je običajno tisti, ki se ga predlaga za skrbnika. Ponavadi okoli tega ni spora, se to ni einfach, to je kar veliko dela, treba to upravljati, sporočati sodišču in ponavadi nekih sporov ni. Če predlaga družina, se itak nekoga predlaga, včasih center predlaga koga, tako da je to popolnoma stvar dogovora. Če pa kakršenkoli spor, pa pač odloči sodišče. Glede na dejstva, kakor se predstavijo v postopku, se pač izbere enega skrbnika, ki je najustreznejši. Na podlagi česa se sodišče odloča? Na podlagi dokazov. Torej, če je bil en od predlaganih za skrbnika 5 let v zaporu zaradi goljufije, drugi pa ne, je pač logično, koga bo sodišče izbralo. Sodnik se ne bo ukvarjal, ali pa sodnica, z ne vem čem, pa iskal pravično rešitev. Oni morajo samo postopek zaključiti. Dokazi, predlog, odobrimo se, to je to. Ok? Če bo karkoli narobe, boste pač morali nov postopek sprožiti, da se nov skrbnik imenuje in tako naprej. Ampak to je zdaj že druga stvar. Pri oporoki notar oceni, da je sposoben izražati voljo. Ja, notarji imajo posebno usposabljanje pri sklepanju teh bolj zapletenih pravnih poslov, kot so dosmrtno preživljanje oporoke. In notar bi načeloma moral biti sposoben prepoznati osebo z demenco, s težko kognitivno motnjo. Ni pa nujno, seveda ni zdravnik. To, da se lahko zgodi, seveda, da notar mogoče ne vede, ampak pač zamoči, spregleda, kakorkoli bomo temu rekli. V temu primeru so seveda tudi notarski zapisi sodno izpodbojni, je to sicer veliko težje, vendar se da, ampak absolutno, brez mnenja specialista, da v tistem trenutku, zdaj, če je to nesporno, da je težko kognitivna motnja že 2 let prej nastala, potem je lahko star izvid pa redni vmes,
Če pa lih takrat nekaj nastopila, bo pa potreben specialist, mogoče sodni izvedenec, neodvisen, koliko nesporno je to, ampak ja, brez tega ne bo šlo. Ker tle je zdaj spet ena praktična pravna fora, da pač uradne izjave državnih organov, in notar je državni organ, torej uradne izjave državnih organov štejejo za resnične, temu se reče javna listina. To je pa notarska listina, ki je tako še hujš, ker imajo prav to vlogo, da se šteje resnične. Glavno, to je skoraj neizpodbojno. Če hočete vi javno listino izpodbiti, ali to zapisnik policista, ali pa v tem primeru nek notarski zapis, bo potrebno se orang potruditi in imeti brezhibno urejeno zdravstveno dokumentacijo, da pač sodišče potem to javno listino razveljavi. Tako da to je v bistvu glavni problem teh policijskih postopkov, če ne rečem, da vedno, ampak najbrž se tudi zgodi, da policisti kaj poneverijo, je praktično neizpodbojno. Dve priči, kot je dvema policajama, nimate šanse. Šteje se, da je resnična javna listina. Tako da mogoče, če policisti jamrajo, da imajo prenizke plače, je tle večji problem, kot to, da imajo prenizke plače, ker pride v igro podkupovanje, to ponarejanje javnih listin in to je zelo hudo, ker pač je to nemogoče izpodbiti. To so hude težave. Tako, mislim, da so udeleženci, kot vidim, pohvalili, so zadovoljni. Blaž, očitno si na veliko vprašanj res odgovoril in dal ogromno informacij, tako da je to kar lepa hvala. Smo imeli tako vprašanje že večkrat, pa sem se mogel parkrat nisem vedel, pa sem se z odvetnikom malo pomenil, kaj pa kako. Posvetoval, ne? Ja, včasih je kar hec, kar ne veš, ne? Ja, od primera do primera, so stvari zelo specifične lahko, si mislim pri teh stvareh, ne? Ja, ni ene enotne rešitve velikrat, ne? Ne, ni. Sploh te družinske specifike so lahko zelo zapletene in to je, včasih je, grozno, tako da mislim, groza pač. To je življenje, kaj ne rečem. To je družina, ne? Tudi ta del. Ja. Tako, mogoče kakšna sklepna misel potem še. Se pravi, če jaz prav razumem iz vsega tega predavanja, kar sem si recimo jaz zelo zapomnila in to, kar si na začetku zelo poudaril, se pravi, v bistvu dokumentacija je tisto bistveno, že na začetku, kar je zelo dobro, da urediš, ker je to tvoja pravna podlaga potem. Sem jaz to prav zaključila zdaj tako, recimo. To velja itak za vse stvari, tudi račune, garancije. Dokumentacija treba imeti urejeno, zato če drugega ne, potem časa ne boste zgubljali z, ne vem, postopki, dokazovanjem levo-desno. Redna obravnava, predhodna priprava, pa v bistvu razmislek, kaj pa kako, pa pravočasne odločitve, če so mogoče, se včasih ni mogoče sprejeti neke odločitve, ampak to je zlata vreden, se pa veliko živcev prihrani, in včasih je to, ta čas, ki ga prehranimo, več vreden, kot ves denar. To je to. Ja. No, velja. Potem s temi besedami zaključimo. Blaž, hvala. Verjetno te bomo še povabili, ker vidim, da je zelo veliko zanimanje za to temo, tako da poiščemo še kakšno tako temo. Prej si že omenil nekaj, da bi bila ena stvar še lahko taka, da bi se bolj poglobili v njo, tako da morda, pa v prihodnosti še kakšno tako predavanje organiziramo. Ja, samo pokličite prek Spominčice, če se le da, bomo že zrihtali. Tako, torej iz Narodne galerije in iz Spominčice in še v imenu Blaža Kovača se vsi lepo poslavljamo in vabljeni, da se nam še kdaj pridružite. Tako, adijo, nasvidenje.